Pogovori. Jezikovni pogovori. Številni prevajalci so zaradi razvoja umetne inteligence zaskrbljeni glede prihodnosti svojih poklicev. Nove tehnologije vzbujajo v njih veliko mero pesimizma. Profesor dr. Alan Melby, zaslužni profesor na ameriški univerzi Brigham Young, ki strojne prevode raziskuje že 50 leti, pa je optimist. Ne samo, da je takšen po naravi, ampak tudi zaupa v moč človeškega prevoda. Rešitev vidi v označevanju prevodov, ki so jih pregledali strokovno usposobljeni prevajalci in niso v celoti proizvod umetne inteligence. Gospod Alan Melby, dobrodošli v našem studiu. Thank you. Hvala. Gospod Melby, menim, da niste pesimist. V svojih predavanjih ne želite prikazati umetne inteligence ali strojnega prevajanja kot nekaj slabega. Kateri so glavni razlogi, zaradi katerih menite, da bodo človeški prevajalci potrebni še zelo dolgo? First of all, we have to talk about intelligence and whether artificial intelligence is what it says it is, artificial, or whether it's real. No, najprej moramo govoriti o inteligenci in se vprašati, ali je umetna inteligenca to, kar pravi, da je umetna, ali pa je resnična. Nekateri kolegi pravijo, da ime samo po sebi že pove vse. Umetna inteligenca. In na katere vidike inteligence se želimo osredotočiti? Tradicionalno, torej v splošnem jezikoslovju, imamo 3 ravni informacij, 3 osnovne ravni jezikoslovne analize. Večina jezikoslovcev po svetu bi se strinjala z mano, da imamo najprej glasovno podobo jezika, torej glas in besede. In kaj imamo še poleg te ravni? Imamo raven skladnje. Skladnja pove, kako besede zlagamo v stavke in povedi. In potem imamo še raven pomenoslovja ali semantike. V splošnem jezikoslovju ta ne zajame celotnega pomena. Semantika zajame le del pomena, torej pomen, ki ga obravnavamo znotraj stavka. In potem je tu še pragmatika. Pragmatika je še ena od ravni, s katero se povežemo z resničnim svetom. V umetni inteligenci teh 3 ravni še nimamo. Vse izhaja iz niza besed. Nimamo dokazov, da umetna inteligenca res razume, kaj počne, pač pa posnema in obdeluje ogromne količine besed. Je kot slovar. Človeški prevajalec si ne more zapomniti celega slovarja, to ne pomeni, da je slovar zato bolj inteligenten od prevajalca. Nihče ne bi tega trdil, kaj ne? Slovar je orodje. Ljudje pa že tisoče let razvijamo orodja, s katerimi dopolnjujemo svoje sposobnosti. Obstajajo situacije, v katerih orodja nekatera naša opravila opravljajo samostojno, to vidimo že na mnogih področjih, tudi pri prevajanju. So pa tudi področja, na katerih lahko umetna inteligenca dopolnjuje sposobnost človeka. Verjamem, da bomo imeli obe vrsti tehnologije. Dopolnjevanje, da izboljšamo ali pa povečamo sposobnosti človeškega prevajalca ali tolmača in pa avtomatizacijo. In v redu je tako, da imamo oboje. Increase the ability of a human translator or interpreter and then automation. And that's okay to have both. Gospod Melby, poznam sicer nekaj prevajalcev, ki so glede tega črnoglede. Mislim, da je med prevajalci veliko pesimistov. Zakaj je tako? Česa jih je strah? Well, they're afraid of being completely replaced by computers. One of the questions that I have been exploring lately is whether we want to have a distinction. Strah jih je, da jih bodo računalniki popolnoma nadomestili. Eno od vprašanj, s katerim se v zadnjem času ukvarjam, je, ali si sploh želimo razlikovanja med človekom in strojem. Ali si želimo, da se zlijemo v eno samo stvar.
ali pa želimo ohraniti razlikovanje. In mislim, da večina ljudi, če si vzamejo čas in mirno razmislijo o vsem, želi ohraniti razliko med človekom in strojem. Tukaj torej ne gre za razlikovanje, kot naprimer razlikovanje ljudi po barvi kože. Ne želimo biti diskriminatorni. Želimo pa razlikovati med človekom in strojem. In dokler bomo razumeli, kaj lahko vsak naredi najbolje in kako lahko sodelujemo, mislim, da smo lahko optimisti, dokler imamo ljudje nadzor nad stroji. Nedavno je bil v Parizu vrh o umetni inteligenci. Mednarodno poročilo o varnosti umetne inteligence ali International AI Safety Report je vodil profesor Joshua Bengio, eden od 3 tako imenovanih botrov umetne inteligence. Bengio je zelo zaskrbljen zaradi trenutnega razvoja umetne inteligence in to, čeprav je sodeloval pri njenem razvijanju. Rekel je, da moramo biti previdni in ohraniti nadzor. Ne smemo dovoliti, da bi nadzor prevzela umetna inteligenca. Sami moramo spodbujati ljudi, tako kot to dela profesor Bengio, in poskrbeti, da tehnologiji ne predamo nadzora nad nobenim delom svojega življenja. Črnogledi smo takrat, ko rečemo, ničesar ne moremo narediti. Optimistični pa tako, da ostanemo pozorni in spodbujamo razlikovanje, lahko prispevamo k temu, da preprečujemo, da bi stroji nadzorovali naše celotno življenje. Pessimistic if we say, oh, there's nothing we can do. Optimistic, well, we can stay aware and we can encourage the distinction and make sure that we take measures now to avoid machines controlling us in our whole life. In to razlikovanje želite uvesti z označevanjem, z oznakami, da je neko delo naredila umetna inteligenca. Kje pa je razmejitev? Ljudje namreč uporabljajo strojne prevajalnike. Umetna inteligenca jim je v pomoč. Kako naj bi označili, da je neko delo ustvaril človek, drugo pa umetna inteligenca, če človek pri svojem delu uporablja orodje umetne inteligence? That's exactly how we started out in November 2021. It's been years that I've been working on this question of labels on translation output. And at first we said, well, Točno tako smo začeli novembra 2021. Sam že več let raziskujem vprašanje, kako označevati prevedene vsebine. Na začetku smo rekli, da razlikujemo prevod, ki ga je napravil človek, od prevoda, ki ga je napravil stroj. A potem je postalo kmalu bolj zapleteno, ker, kot ste omenili sami, so ljudje začeli tehnologijo uporabljati kot orodje. In takrat smo razvili oznaki prevod, ki ga je dvojezično pregledal človek, in neobdelan strojni prevod. Oznake je razvijala skupina ljudi, ker sem menil, da potrebujemo standardizirane oznake. Sodeloval sem z mednarodno organizacijo za standardizacijo. A pozneje smo ugotovili, da razlikovanje človek proti stroju ni tako preprosto. Tista prava razlika, torej ustrezno razlikovanje, pa je professionally verified translation, torej strokovno preverjen prevod v primerjavi z vsem ostalim. In to ima pomembne posledice za poklic prevajalca in tolmača. Prevoda, ki ga opravi oseba, ki za prevajanje ni usposobljena, vse težje ločimo od prevoda, ki ga ustvari stroj. Neobdelan strojni prevod in prevod osebe, ki ni usposobljena za prevajanje, smo zato dali v isto kategorijo, to je nepreverjeno. Druga kategorija predstavlja strokovno preverjen prevod, ki ga je preveril usposobljeni prevajalec. To pomeni, da razvijamo in spodbujamo poklic prevajalca. Ne more vsak biti profesionalni koncertni pianist, niti ne profesionalni umetnik. In ne more vsak biti profesionalni prevajalec. Kaj pravite na to razlikovanje? Not everyone can be a professional translator. So what do you think of that boundary? Sprašujem se, koga bi tako označevanje zanimalo. Seveda prevajalce. Kaj pa druge? Tiste, ki objavljajo prevode in druge naročnike? Precisely. What we're hoping is that translators who are professional will put the label on, professionally verified translation.
Točno tako. Upamo, da bodo profesionalni prevajalci prevodu dodali oznako strokovno preverjeno, ga predali naročniku in ga bo nato objavil ali predal naprej, vse do naročnika prevoda, ki ga bo objavil. Torej, institucija, ki prevod naredi dostopnega potrošniku, končnemu uporabniku, ki prevod dejansko bere in ki daje prevod v javnost, mora zaupati prevajalcu in reči, da prevzame odgovornost za ta prevod. Na ta način bodo oznake prek njega ali kogarkoli, ki objavlja prevod na spletu, v časopisu, knjigi, poročilu predstavljene javnosti. The publisher, whoever makes the translation available on a website, in a newspaper, book, report. In kdo bi pripravil te oznake? Kdo bi bil odgovoren za označevanje? We're using an approach called a certification mark. And it's similar to a trademark, but a trademark is for your own product. You say this is a certain kind of cheese. Uporabljamo tako imenovani znak skladnosti. Podoben je zaščiteni znamki kot blagovni znamki, a ta znak se nanaša na vaš izdelek, recimo za vrsto sira ali kaj podobnega. Znak skladnosti pa ni znak za lastni izdelek. Organizacija je tista, ki določa pravila, kako ga lahko drugi uporabljajo. Organizacija za standarde ASTM International, ki je opredelila oznake, je povedala, da sama ne bi upravljala znaka in dodala, to delamo le v nekaterih primerih in sicer za druge znamke. A v vašem primeru naj to prevzame prevajalska skupnost, ena od neprofitnih organizacij. In trenutni načrt je, da bi to bila organizacija z imenom LTAC Global. Gre za neprofitno organizacijo, ki bo upravljala oznake, določila pravila in dovoljevala uporabo. Če pa bi kdo oznako uporabljal nepravilno, bi ga na vljuden način opozorili na nepravilno rabo. Opozorili bi ga, da naj spoštujejo pravila, da delo opravljajo profesionalni prevajalci, v nasprotnem primeru pa da naj neha uporabljati oznako. Zelo podoben primer imamo z mednarodnim znakom MSC za zagotavljanje trajnostnega izvora rib. Znak skladnosti najdemo na primer na embalaži z zamrznjenimi ribami, ki jih kupujemo v trgovini. Zelo podobno pa bo tudi v našem primeru. Obstajala bo osrednja organizacija, ki bo upravljala oznako. And it will be similar to that. There's a central organization that manages the mark. To označevanje je na prehrambenem področju sicer utečeno. Kdo pa bi se ukvarjal z označevanjem prevodov, na primer v Sloveniji, katera organizacija? Najverjetneje bi bila to neprofitna organizacija. Vprašanje je tudi, koliko dela bi imela. Well, using the label would be any publisher, but managing the label we're hoping will end up being No, vsak, ki objavlja prevode, bi uporabljal oznako, vendar upamo, da bo upravljanje oznak s časoma potekalo na svetovni ravni, podobno kot poteka označevanje z oznako MSC, ki ga uporabljajo v večini državah. To pomeni, da ne bi potrebovali upravljavske organizacije v vsaki državi, saj bi bilo to zelo drago. Menimo, da gre za globalno vprašanje, saj so prevodi skoraj vedno namenjeni v drugo državo. Zato je lažje imeti centralizirano upravljanje oznake. Pa vendarle bi bilo treba opraviti veliko dela. Kdo bi ga opravil za svetovno skupnost? That's a great question as well. Essentially, all translators, translation companies, they would have an interest in Tudi to je zelo dobro vprašanje. V bistvu bi morali vsi prevajalci in prevajalska podjetja spremljati, kdo uporablja oznako in ali jo uporablja pravilno. Obstajal bi sistem za prijave, ki mu bi na primer poročali, da organizacija objavlja prevode, ki so samo strojni prevodi, ali pa prevode niso opravili usposobljeni prevajalci. In s tem bi opozorili upravljavce oznake, da bi bilo dobro, da raziskujejo ta primer. Seveda ne moremo preveriti vsakega prevoda, vendar lahko celotna svetovna prevajalska skupnost postane sistem nadzora.
worldwide can become monitors. Torej, vi bi dodelili pravico do označevanja prevodov neki založbi. In če bi ta založba goljufala, če bi strojne prevode označevala z oznako, da jih je ustvaril človek, bi jo prevajalci prijavili. In potem bi vi odzeli pravico do uporabe oznake. Precisely. Well, first a warning, just as it happens in other certification marks. Točno tako. Najprej bi dobili opozorilo, kot pri drugih certifikacijskih oznakah, da oznako uporabljajo napačno, z vprašanjem, ali boste odpravili nepravilnosti. In oni bi odgovorili, oprostite, bila je napaka, ne bo se več ponovilo. Potem je to. Če pa ne, jih prosimo, da prenehajo z uporabo oznake. In kako daleč smo od takega označevanja? Well, I'll be making presentations to several groups over the next few months and saying this. V naslednjih mesecih bom imel predstavitve za več različnih skupin in bom povedal, da je vse pripravljeno za prve uporabnike. Upam, da bodo nekatere vplivne in ugledne organizacije oznako začele uporabljati že v tem letu. Nekateri pravijo, da je to optimistično. Morda bo to čez leto ali dve. Ampak, veste, v osnovi sem optimist. Dojemanje ali odnos do umetne inteligence se bo verjetno zelo spreminjal. Do umetne inteligence je trenutno širša javnost še precej skeptična, da ne rečem negativna. Recimo, če izvemo, da je pesem napisala umetna inteligenca, potem že vnaprej označimo to pesem za slabo. A če tega ne razkrijemo, da je pesem napisala umetna inteligenca, potem je dojemanje pesmi drugačno. Če se ne motim, so ta test naredili v Veliki Britaniji. Pa bodo založbe zainteresirane za označevanje. S strojnimi prevodi si ne nazadnje tudi nižajo stroške. That doesn't mean that everything that a particular organization has to use only one label or the other. It means that they make a difference. To ne pomeni, da določena organizacija uporablja le eno ali drugo oznako. Pomeni pa, da se razlikujejo od drugih in obveščajo potrošnike. Mi pa ne trdimo, da je nepreverjen prevod vedno slab ali škodljiv. Tega ne trdimo. Pravimo pa, da je drugačen. In potrošnik ima pravico vedeti, kaj bere, kaj konzumira. Na to lahko sprejmejo odločitev o tem, ali bi morali poiskati način za preverjanje prevoda, če je prevod nepreverjen, preden sprejmejo odločitev, ki ima posledice. Tako to gre. Ali bi temu zaupali? Bomo videli. Recimo, stroj na primer naredi nepreverjen prevod diagnoze, zdravnik pa pravi, mislim, da moramo amputirati vašo desno roko. No, preden bi se to izvedlo, bi si verjetno želeli, da je prevod preverjen. In kakšne so možnosti, da bi bilo tako označevanje tudi zakonsko urejeno? I thought a lot about that. One advantage of the certification mark approach is that it does not require legislation. It's managed by the industry and by people. Veliko sem razmišljal o tem. Ena od prednosti pristopa znaka skladnosti je, da ne zahteva zakonske regulacije. Z njim upravljajo panoga in ljudje sami. Težko bo zbrati vlade držav in sprejeti pravni predpis. Akt o umetni inteligenci Evropske unije, ki je začel veljati pred kratkim, posebej ne naslavlja prevajanja. Ni mogoče, da bi vse prevode spravili v eno kategorijo. Govoril bom s predstavniki Evropske unije, ki jih bom na primer srečal na konferenci, ki bo prihodnji mesec v Ženevi. Tam bodo tudi predstavniki različnih vlad in nevladnih organizacij. Nisem prepričan, da potrebujemo zakonodajo za te oznake. Čeprav se bodo nekatere skupine ali države morda odločile, da to uzakonijo, čeprav ni nujno. Prednost je, da ne potrebujemo zakonodaje za to, da bi oznaka delovala. May choose to make it a law, but it's not required. That's what's nice. We don't require legislation for a certification mark to work.
Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Kako bodo ljudje uporabljali umetno inteligenco, kakšen bo naš odnos do nje. Od teh vprašanj, od odgovorov na ta vprašanja bo zelo odvisno označevanje prevodov in vse ostalo. AI safety is a big question. Right now, I just read the AI report from this conference last month in Paris. Varnost umetne inteligence je zelo veliko vprašanje. Pravkar sem prebral poročilo o umetni inteligenci objavljeno pred konferenco prejšnji mesec v Parizu. Poročilo govori o različnih tveganjih povezanih z umetno inteligenco, a se s prevajanjem pravzaprav skoraj ne ukvarja. Mislim, da je ena od odgovornosti prevajalske skupnosti, podjetij, prevajalcev, strokovnega telesa za standardizacijo in vseh, da širšo skupnost predstavnike umetne inteligence opozorimo, da je tudi prevajanje pomemben del varnosti umetne inteligence. Tega povezovanja še niso povsem razumeli, deloma zato, ker, kot sva rekla pred intervjujem, je jezik vsepovsod. Zato ga niti ne opazimo. Na nas je, da izpostavimo in argumentirano pokažemo, kako je varnost umetne inteligence povezana s prevajalskimi napakami. Gospod Alan Melby, hvala za vaš čas in obisk v našem studiu. Thank you. Gost oddaje je bil profesor dr. Alan Melby, zaslužni profesor na Ameriški univerzi Brigham Young. K pogovoru smo ga povabili ob njegovem sodelovanju na letnem srečanju sveta Mednarodne zveze prevajalcev FIT, ki je na povabilo Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT letos prvič potekalo v Sloveniji. Za prevod je poskrbela Viktorija Osolnik-Kunc, bral je Aleksander Golja, tehnično je oddajo izvedla Mirta Berlan, pogovor sem vodil Aleksander Čovbec.